Veletrina v živo. Lepo pozdravljeni. Danes se pogovarjam z dr. Petrom Krečičem o biografiji Jožeta Plečnika, Živeti za popolnost. Knjiga je izšla pri Beletrini in jo dobite tudi v obliki e-knjige. Pozdravljeni, dr. Krečič. Dobar dan. Torej, najprej bi vas rad vprašal, glede Plečnika, lahko bi rekla, da je bil nekako tuj čas, v katerem je živel, okoli leta 1900. Umetniki so bili večinoma boemski bon vivani, pojavi se Freudova psihoanaliza, moderni Evropejec se osvobaja zavrte seksualnosti, secesijski umetniki so snovali čutno erotične podobe in si prizadevali prekiniti s tradicijo preteklih dob. Plečnik pa se je po drugi strani doživljal bolj v vlogi srednjeveškega mojstra, kamnoseka, rokodelca, ponižnega in pobožnega, ki s svojimi rokami služi Bogu tako, da gradi Božji hram. Njegov svetovni nazor je temeljil na Kristusovem nauku. Bil je iskreno poduhovljen, njegova vera je bila utemeljena na notranjem izkustvu. Nemara je zato tudi verjel, da bi bil primernejši od Wagnerja za gradnjo cerkve svetega Leopolda na Dunajskem Steinhofu. Kaj vi menite? Ena podoba, ki jo razberemo iz njegovih pisem in kar se mi zdi, da sem v svoji knjigi to tudi, upam, jasno zapisal, je, da Plečnik ni tako enoznačen. Ni tako zelo usmerjen samo denimo v svojo duhovno podobo rokodelca, ki gradi Božji hram in tako naprej. Treba ga videti nekoliko širše. Nekje v nekem pismu zapiše bratu, potem ko se je osamosvojil in seveda odšel v 17. okraj, ki je bil razmeroma oddaljen od Dunaja, od centra mesta govorim, ne bi mu bilo treba oditi iz centra, ker je bil v svojem času že zvezda. Še preden je on šel na svoje italijansko potovanje, je on v očeh dunajske publike bil videti kot meteor, ki se je pojavil na nebu in od katerega veliko pričakujemo. Tudi Neue Freie Presse, torej en poglavitnih časopisov tistega časa, ga pospremi na italijansko potovanje. Pojdite, gospod Plečnik, in prinesite darov iz Italije in tako naprej, da vas bomo potem še naprej cenili in občudovali. Tudi po eni strani je on središčna oseba mlade generacije, ki ga izrazito promovira takrat tudi Versacrum, to je bila revija, ki je stala na podobnih stališčih kot novoustanovljena secesija. To je tista skupina slikarjev, umetnikov, ki ne mara preživelih vzorcev, ne mara tradicionalnega načina združevanja in si naredi svoje razstavišče in postavi svoja izhodišča. Plečnik je del te nove generacije. Vabijo ga v secesijo, ampak dokler on nima za sabo minimalnega opusa, on sploh noče. On noče biti del tega. Še takrat, ko začuti, da je nekaj že na pravu, se pa on tudi vpiše. Hkrati ob tem, da on recimo tudi v pogovoru ali dopisovanju z bratom, da je on ves čas pravzaprav, ker brat je duhovnik, ne, in imata nedvomno ves čas med sabo tudi nekatere praktične stvari, ki se tičejo oblikovanja oltarja, cerkve in tako naprej. Skratka, Plečnika to stvar ves čas zanima in išče v bratu oporo. Po drugi strani pa temu bratu piše v tistem času, ko se osamosvoji, poslušaj, jaz ne hodim na delavske srečanja, na njihove sestanke, ne berem njihovih časopisov, ampak jaz sem socialdemokrat. Jaz sem delavec, ubožen tako rekoč, ne. Poglej, kakšno obleko imam vso pošito in tako naprej. On se tedaj identificira pravzaprav s položajem delavca na Dunaju. Kot socialdemokrata se razloži, ne. Nekaj podobnega, kot najdemo pravzaprav pri Cankarju, mogoče malo pozneje. Se pravi, Plečnikova osebnost v tistem času je izjemno zapletena. Po eni strani se predstavi kot genij in mu to tudi vsi priznajo, po drugi strani pa beži od tega, umakne se in ga potem drugi iščejo in potem on
komaj preživi z nekaterimi malimi naročili, dokler se ne pojavi Cahrl, tudi s naročilom za tisto, kar je postalo potem ikonsko arhitekturo, to je Cahrlova palača v samem središču Dunaja, in potem ga Cahrl še ves čas zaposli, še celih 10 let, skoraj da z nekaterimi stvarmi, ki dela pri njemu doma, v hišo, ki jo povečuje in tako naprej. Tako da Plečnik se v tistem času komaj preživi oziroma nima nobenih izrazitih bonitet, jih ne išče. Tisto, kar ste rekli, da hoče živeti skromno, iskreno in tako naprej, to pravzaprav vse skupaj velja in izseci pravzaprav tudi svoj zasebni umetniški program. Narediti razstavo cerkvene umetnosti, ker se mu zdi to poglavje v tipologiji nalog v tistem času popolnoma zanemarjeno. Ampak kaj doživi? Doživi zanikanje oziroma odklonitev od tistih, od katerih bi največ pričakoval, da mu ga bodo podprli v tej smeri. Se pravi, narediti akademijo za potrebe cerkvene umetnosti. Prelat Svoboda, Heinrich Svoboda, ki je bil dvorni kaplan, ne sliši na to uho, ga ne zanima. Ne? Potem Plečnik to poskuša v Ljubljani z škofom Jegličem, ki ga tudi v tej točki zavrne. Ampak poglejte, v čem je potem njegova zdaj pa res veličina. V tem, da on si to nalogo naloži sam. On in njegova šola sprožijo neko gibanje, ki bi ga lahko rekli prenova slovenske umetnosti, cerkvene umetnosti, kar izpove Plečnik tudi seveda na svoji smrtni postelji, ampak hkrati pa naredi seveda program, ki je ne samo umetnostno izjemno pomembno, ampak tudi politično. Kaj pomeni njegova ideja, ko pride v Ljubljano in ki jo zelo hitro pri sebi formulira in jo da takoj pravzaprav vdelava spet v svoji šoli? To je Ljubljana kot prestolnica mladega naroda, ki si je v novi Jugoslaviji, tedaj ne kraljevini, vendarle izboril pravzaprav neko teritorialno celoto, središčem v Ljubljani, in zato Ljubljano Plečnik snuje svoj program Novih Aten. Pa primerjamo to s tistim, kar je napravil Fabiani za Ljubljano. Fabiani, mlad človek, se ponudi Ljubljani po potresu, da bo napravil urbanistični načrt, oziroma, kot so temu tedaj rekli, regulacijo, in jo napravi. Vendar, ker je on človek Dunaja, ker je bil zelo uspešen, človek Trsta, ker je bil ravno tako uspešen, Ljubljano med tema dvema poloma, to je del imaginarija habsburške familije, Ljubljana se mu seveda kaže kot pravzaprav neko malo mesto z neko železniško postajo, na pol poti nekako. Ne? In seveda določi tudi formate. 3-4 nadstropja je dovolj. Kaj pa Plečnik napravi, ko pride v Ljubljano? Formate. Njegov prvi format je cerkev Svetega Frančiška v Šiški. Daleč prevelika za nekoliko uborno predmestje Ljubljane, kot je bila Šiška, takrat z neko malo cerkvico in tako dalje. On napravi pa cerkev Šiški. Potem drugi tak format je Narodna univerzitetna knjižnica, teda imenovana univerzitetna biblioteka. V samem središču oziroma v samem jedru stare Ljubljane, na mestu nekdanjega knežjega dvorca, on pozida Narodno univerzitetno knjižnico, kot italijanski palaco, ki za vizure z mesta z znižanim vencem nekoliko poskuša zmanjšati njen format, ampak kdor gre na Ljubljanski grad, vidi, da je to resnično zaležen format, ki pristoji prestolnici. Tudi dimenzija Barokovega semenišča ali pa tržnic s 300-metrsko fasado vas ne sme v tem smislu presenetiti. Vse skupaj, če povežemo vse te velike poteze v mestu, potem imate pred sabo Nove Atene. Grad je Akropola, Žale nekropola, Kongresni trg Agora, helenistična knjižnica, stadion, ki ne more manjkati v atenskem inventarju, in potem še teater. Ali Plečnik naredi kak teater? Bomo rekli, žal da. To je bil odprto gledališče za Tivolskim gradom, ki so ga pozneje uničili.
napravil je pa najmanj 2 velika načrta za 2 velika teatra, se pravi popolno preoblikovanje Narodnega gledališča v Gradišču in namesto stavb, kjer je danes recimo Matica in druge stavbe ob Ljubljanici, bi napravil veličastno poslopje Odeona, se pravi za predstave, recimo predvsem glasbene, opera, oziroma simfonije in tako naprej. Ne? Poglejte, v tem duhu ga je treba videti, se pravi, po eni strani človek, ki si ves čas očita, da ni normalno končal gimnazije, da ni imel mature, ne, da je tako rekoč samouk, ne. Po drugi strani pa titanska natura, ki bi se lotil vsega, kar mu pride pod roko. Ja, kot številne umetnike je tudi Plečnika mogoče razumeti kot občutljivega in obenem dvomečega umetnika, ki v sebi tudi na paradoksalen način združuje nasprotja. Premogel je lasten notranji kriterij umetniške kvalitete, ki mu je vlivala notranjo gotovost, da je zmogel kljubovati predominantnemu okusu dobe in okolja. Obenem je bil pa omahljiv, potrt ob kritiki, dvomeč, melanholičen, sedaj je v nič, bil je pošten, vest mu ni dopuščala dobičkonosne naravnanosti, nagle jeze, recimo, tudi kot beremo v biografiji. Pregovorno introvertiran in odmaknjen je hkrati snoval cenjena prizorišča za mondene prireditve dunajske elite, razstave in svečanosti. Po eni strani distanciran do žensk, je znal ustvariti pretanjene damske kotičke, recimo kot je damski salon na Praškem gradu. Zavedam se, da je to zahtevno vprašanje, nima enoznačnega odgovora, pa vendar, kako so Jožeta Plečnika kot osebo doživljali njegovi sodobniki? Mislim, da ste to v tem vprašanju že praktično vse zajeli. Iz tega bi izbral samo nekaj poudarkov. Najprej umetniški okus. Ni šlo samo za okus, ampak je šlo za programsko usmeritev. Plečnik zavestno nasprotuje tistemu, kar bo on opazil pri Wagnerju in zavrnil kot inženirstvo. Se pravi, Wagner je v neki točki zapustil arhitekturo in se posvetil gradbeništvu, tako nekako zveni v njegovih Plečnikovih pritožbah. On hoče vztrajati, da je arhitektura umetnost, da je grajenje mesta umetnost in ga nič ne more odvrniti od tega pogleda. Druga stvar, modernizem ja, ampak modernizem, ki ga propagira recimo kak Le Corbusier, ali ga po drugi strani propagira Bauhaus, ali po tretji strani še ruski konstruktivizem, to je zanj umetnost, ki ni zadostna. On potrebuje umetnost, ki je izrazna, potrebuje dekoracijo, potrebuje nekaj več od tistega, kar arhitektura v tistem času želi biti. In to tudi ustvari. In to ustvari s pomočjo antike. In pravzaprav nekaterih zgodovinskih slogov, katerih skupna poteza je antični koncept popolnosti. Plečnika zanima popolnost v arhitekturi in po to popolnost zahteva seveda tudi od sebe. Napravi, popolnost moraš pa doseči samo, če se znaš kakšnih stvari tudi odpovedati. Njegova odločitev, da se ne bo ženil, izhaja prav iz tega. Moja arhitektura, tisto, s čimer se ukvarjam, je moja ljubica in moja žena. Ne poznam, zunaj tega ne poznam. So ga silili v zakon. Ob tem, da pravite, da je bil nagle jezel, oziroma da se je znal raztogotiti, kar je nedvomno res, tako da sta se s bratom Janezom, ki sta na Dunaju živela skupaj, Plečnik sam povedal, da sta se znala sprejeti tako, da so potem leteli stoli skozi okna, ker si danes človek, recimo, če živi v nekem zgoščenem mestni naselbi, to že težko predstavlja. Po drugi strani je bil pa izjemno privlačen za ženski spol.
To, da so ga hoteli oženiti z Cahrlovo svakinjo, se pravi sestro Cahrlove žene. Plečnik pravi svojemu bratu nekje v pismu, mislim, da 1907 nekako, da se je poskušal z vsemi diplomatskimi sredstvi ogniti tega kočljivega vprašanja. V Pragi pa je ta zveza oziroma ta povezava z Alice Masarikovo pa izredno pomembna za uspeh projekta Praški grad. Masaryk ga je definiral. Leta 1925 Plečniku pošlje celo del svoje politične oporoke, ki se zadeva Praški grad. In tam sta dva zelo pomembna stavka, ki bi jih danes rad priporočil vsakemu politiku, ki se kdaj hoče s arhitekturo manifestirati in skozi arhitekturo kaj povedati o svoji politiki. Gre za tole. Praški grad, kraljevska in feudalna podoba družbe, to podobo je treba spremeniti v grad, ki bo izžareval duha demokracije in svobode. In drugič, profesor Plečnik, od vas želimo, da ustvarite simbole za novo ustanovljeno državo, Češko-Slovaško, ki jih bo ljudstvo prepoznalo in jim sledilo. Arhitektura je skozi Plečnikove oči v stiku z Masarykom in njegovimi pogledi, kar je Plečnik izjemno intuitivno dobro dojel, je, da mora biti država tudi moralna. In njegova arhitektura, njegovo iskreno oblikovanje in seveda tudi boj z uradniki na Praškem gradu, ki so hoteli seveda imeti historizme in podobne stvari, Plečnik gre zavestno proti temu, kajti njegova iskrenost v oblikovanju, njegova popolna predanost temu, kar dela na Praškem gradu, je garancija Masarykove moralne države. To so pa koncepti, ki jih seveda danes ne slišimo pogosto. Jaz jih ponavljam zaradi tega, ker bi si želel tudi magari od slovenske politike, da se postavi na stališče moralnosti. In da to izrazi, če je kočke sposobno, tudi magari s kakšno arhitekturo, ki je doslej v 30 letih še nismo videli. Alice Masarykova je bila pa tu seveda ženska, ki je skrbela za Praški grad. Ta naloga je bila od očeta poverjena, oče je zaupal Plečniku docela in hčerki docela, ki je bila seveda izredno izobražena in tudi zelo občutljiva ženska. Njej je bil namenjen tisti znameniti ženski salon, z značilnimi elementi slovaške ljudske noše in tako naprej, pa potem slovaška keramika in tako v neki izrazito abstraktni kompoziciji. Plečnik je vendarle modern, to je treba vedeti. Ni modernist, je pa modern in tem celo singularen, kot je nekoč zelo dobro to označil Miklavž Komelj. Se pravi, da v času, ko vsi verjamejo v modernistične teorije, tipa Le Corbusier in Bauhaus, je Plečnik pravzaprav tu v neki nasprotni smeri. Se pravi, ko gre proti stoku in uspe. S svojim slogom in svojimi koncepti. In še morda anekdota. Alice se je, mislim, da je bila le kakšno leto, dve starejša od Plečnika, se je zaljubila vanj. Preučevalka njenega življenja in dela, Irena Žantovska-Murray, mimogrede bila je direktorica tudi Univerzitetne biblioteke v Montrealu, na Univerzi McGill. No, ona je preučila Aličina pisma Plečniku, ohranila se jih kakih 350 pisem, in v katerih daje Alice neka priporočila, navodila, napiše take majhne zveščiče, ki jih poveže in jih Plečniku pošlje. In med drugim predlaga, da bi na Rajskem vrtu zasadili cvetje, ki bi oživljalo ta vrt od parca, ko se začne prvo cvetje, tja do oktobra, dokler to cvetje živi, dokler se ne ospe. Plečnikov odgovor, zelena trata, granitna obloga. Popolna negacija tega. Najbrž brez spora. Ampak kaj Plečnikov razlog, kaj Plečnikov argument? Ko gre za državne simbole, proč s sentimentalnostjo.
To je popolnoma jasno. Plečnik točno ve, gradim državo z arhitekturo, ki mora izražati načela, ki jih je izrekel Masaryk. No in v tem zvezi je se večkrat z Alico družil, veliko mu je pisala, veliko tudi potožila o svojih osebnih stiskah in tako naprej. No in Irena Žantovska mi je potem povedala, da je izvedla od žensk, ki so še poznale, pa se dobro raziskovala to reč, da je Plečnik nekoč Alico poljubil v javnosti in ona je padla v nezavest. Kaj želim povedati? Želim povedati, da je bil Plečnik tako magična figura, da je lahko v ljudeh izrednih umskih potencialov sprožil takšno reakcijo. Pri meni, ko slišim za tako zgodbo, se rečem, to so ljudje, ki so živeli v nekem drugem duhovnem svetu. Jaz imam do tega, iskreno priznam, le ozek dostop. In če nadaljujeva, torej vidimo lahko, da so tudi drugi Plečnikovi kolegi potovali v Italijo, zmagali so Grand Prix du Rome, recimo med njimi arhitekti kot je Olbrich, Hoffmann, pa tudi Vurnik. Tudi zgodnja dela Ota Wagnerja imajo neoklasičen značaj, vendar je Plečnik najbolj ponotranjil in si prisvojil antične oblikovne principe. Italija ga je presunila ob ogledu Michelangelovega vestibula, recimo Biblioteke Laurenciane, ker je Michelangelo arhitekturne člene uporabil na nezaslišano nov in izviren način, se je odprla mirijada možnosti ustvarjalnega izraza. Vidimo, da snovi ni obravnaval kot filološko natančni in posledično miselno togi arhitekti historicističnega obdobja ali neoklasični arhitekti, temveč veliko bolj avtorsko in plastično. Bi lahko rekli, da je nekako nadgradil to, kar so Italijani imenovali pozno renesančni manierizem, ki že vsebuje sorodne elemente, recimo, da daje prednost določeni kompozicijski napetosti, nestabilnosti in privilegira asimetrične kompozicije. Lahko rečemo, da je Plečnik skozi izkušnjo osvobojene secesijske risbe, aplicirane na materijo antike, razvil neke vrste moderni ekspresionizem. Prav, to je teza, ki nedvomno drži. Res je, kar pravite, vsak od teh arhitektov, ki so bili nagrajeni s to znamenito rimsko štipendijo, je šel v Italijo in je vsak videl drugače. Tisto, kar je Hoffmann recimo prinesel nazaj na Dunaj, je bila Caprijska vila. Caprijska vila ima seveda izrazit mediteranski značaj in je pravzaprav sestavljenka kubusov in pergole. In to je pravzaprav ravno tisto, na čemer je potem začel graditi modernizem, ko je pravzaprav opredelil arhitekturo kot jasno kompozicijo irregularno urejenih kubičnih sestavin, geometrijskih, kubusov, valjev in tako naprej, brez dekoracije, brez simbolne označitve. Plečniku smo rekli, da je bilo to premalo, on opazuje stebre in tisto, kar ste rekli, je velika resnica. Michelangelovo poigravanje s stebri, ki jih postavlja v nišo, ki ne izhajajo iz baz, ampak izhajajo pravzaprav iz nekih volut, to je ravno tisto, v čemer je manierizem presegel klasično umetnost. Michelangelo je teda nedvomno človek, ki je videl daleč naprej. Plečnik je pa to, kar tudi pravite popolnoma v skladu s tem, kar je stroka dognala o Plečniku, da Plečnik je pa na tem gradil svoj moderni pogled na arhitekturo, ki ga je znal priostriti pravzaprav se pravi, prav ta manierističen princip tenzi in nasproti v arhitekturi je prignal do tega, da je prišel do čistih ekspresionističnih ureditev. Zelo preprost primer. Ko je delal fasado cerkve v Šiški, ki je cerkveni vrh, da je videl pravzaprav, da to sploh ni katoliško svetišče, da je to torej, poganski tempelj, in so tudi gradno zaradi tega ustavili. Plečnik torej napravi že na fasadi kompozicijo, s katero vpelje določeno misel v tisto, kar se potem zgodi v cerkvi. Ogromne forme najedajo oziroma
požirajo drobne forme na fasadi. Tam imate ogromne stebre, pa potem nekatere arhitekturne elemente, ki dobesedno pogoltnejo po eni strani Marijo, ki je nad centralnim vhodom v cerkev, in zgoraj še tanke figure svetega Frančiška, ki ga odprti pediment dobesedno kot s velikanskim kljunom želi požreti. Ne? In ko stopite v cerkev, se zgodba ponovi. Velikanski stebri, ogromen prostor, ki požira drobna svetila, ki so umeščena v ta osrednji prostor. In da smo mi Plečnika prav razumeli, dokazuje potem kapela Matere Božje, ki je bila sicer narejena po vojni, ampak v bistvu razloži uganko, kdo, ne, razloži Plečnik svojo misel, ko v ozek koridor obesi daleč prevelike ledestence. In te njegove ekspresionistične igre je seveda bilo treba odčitati, in kritika tistega časa ob vsem naklonjenosti Steleta tega ni dognala. To je na nek način razprl to diskusijo v smeri sožitja modernega in zgodovinskega nacešumi v nekem znamenitem članku, ki mu je bilo treba samo dobro slediti in pokazati dokaze za to, in jaz mislim, da se je potem to stroki odprlo. In v tem je Plečnik poseben, nekaj nam je pa pojasnila tudi tujina. Mel Gooding, angleški kritik, je napisal monografijo o Narodni univerzitetni knjižnici. In so se veliko pogovarjala. Pravi, kdor razglaša Plečnika za klasicista, je popolnoma na napačni poti. Njegove forme, če jih gledamo od blizu, so duhovite, včasih celo humorne in včasih celo z erotičnimi konotacijami. Drugim besedam, subverzivne. Plečnik razkraja klasični red. Na vsakem koraku ga pove po svoje. V vsakem koraku ga pravzaprav razveljavlja v svoji retoriki. Klasicizem, kar opazujte. Amerika, ki je nastala, se opre na kater slog? Klasicizem. Washington je krasen primer, res monumentalen primer ameriškega klasicizma. Potem pa države, kot so Nemčija, ki se je združevala, se opre na Šinkla in na Leo von Klenzeja, oba klasicista. To stori Italija, ki se je združevala. To najdete pravzaprav posod po svetu, kjer hoče država spregovoriti s svojo togo retoriko, bo uporabila klasični jezik. V času tam okrog leta 1900 je tudi Plečnik opazil, je v ogromni, torej večini tokijske arhitekture, ki je bila vsaj nizka in klasična, se pravi s tem skoraj papirnatimi stenami in tako naprej, je samo ena stavba, ki ima klasične prvine. Stavba centralne banke. Z drugimi besedami, klasicizem je v Plečnikovih očeh nekaj, kar je šlo mimo njega, ne da bi ga zavrnil, ampak ga predela v to, da je zdaj mesto Ljubljana, ki ga oblikuje, podari meščanom. Ravno s tem, ko razveljavi, se pravi, to ni več govor države, ampak to je govor arhitekta, ki želi, ki to dela. Lejte, tule bomo pa vzeli njegovo krščanstvo kot argument, ki podari mestu iz ljubezni do bližnjega. To je Plečnikova misel. In imel je priložnost, da je v 15 letih, tja do leta 41, če pustimo, da so recimo zapornice po Tržištu nastale šele med vojno do konca, to on v 15 letih zasnuje in tudi doživi to mesto, ker je izjemno redko, da je nek urbanist tako v celoti uspel preoblikovati svoje mesto. To je tisto, kar danes gledamo, zaradi česar je Ljubljana postala znamenita oziroma magnet za turiste, ki hodijo Plečnika gledati, ki ga danes pozna seveda v svet. Žal ne more si ogledati še štadiona, ki sodi v ta sklop, in se seveda zdaj bojuje velik boj za to, da se Plečnik ohrani, da ta celota Novih Aten zaživi tudi s stadionom. Tisto pa, kar želim povedati še, kar se tiče založbe v tej zvezi, če ne bi bilo založbe in njenega namiga, da bi napisal to knjigo v taki obliki, jaz ne bi se nikoli lotil. In sem imel seveda velike težave, ker sem se doslej ukvarjal predvsem s strokovnimi besedili in mi ta nekoliko
poljudna oblika, to sem moral pri sebi še nekako jo izumiti. In ko sem oddajal tekst, iskreno priznam, da nisem vedel točno, kaj oddajam. Rekel sem si, ne vem, kaj oddajam, ampak trdim pa, da je nekaj strani dobro napisanih. Bralci naj presodijo, če je to res. Kar me pa posebej veseli, je pa to, da je založba prepoznala, da Plečnika ni mogoče kar tako iti mimo njega z eno knjigo, ampak že snuje novo knjigo in me vabi k sodelovanju, to je, da bi ponatisnili Plečnikova pisma iz Italije, kakor jih je prevedel, obdelal, komentiral Frances Teller leta 1967 in nam s tem razkril pravzaprav nekaj, kar bi zelo, zelo težko razkrili, če ne bi nam Teller sam s svojim, ne samo za interpretacijo pisem, do katerih ima danes pravzaprav vsakdo dostop, ampak tudi z tistim, kar je on od arhitekta slišal sam in slišal tudi od nekaterih drugih. To je zlasti pomembno, Plečnikova življenjska drama v trenutku, ko mora vstopiti pred Wagnerja. Jaz mislim, da je to prav gotovo en glavnih poudarkov moje knjige in je to nedvomno tisto, kar smo izvedeli iz Telletove knjige. In se to poglavje, mislim, da je zaokroženo in se ga splača še enkrat torej prebrati. Danes ga bomo videli gotovo z drugačnimi očmi in moj uvod v to novo izdajo ne bi na nek način pojasnil, pravzaprav kako danes z mnogimi novimi spoznanji gledamo ponovno nazaj na to izjemno Plečnikovo doživetje in na njegovo resnično življenjsko preobrazbo, ko je nehal biti Wagnerov vernik, z enim stavkom je odpravil dunajsko arhitekturo tistega časa, češ tu v Benetkah je vse popolno, kar je tam gori, je vse povprečno. Dr. Krečič, najlepše hvala za pogovor in želim vam še veliko ustvarjalnega navdiha. Hvala vam, da ste mi dali to priložnost. Hvala. Beletrina v živo.